spoštovani gostje, lepo vas pozdravljam na kulturni prireditvi ob slovesnem razbitju novega praporja Čebelarskega društva Trebnje in vas povabim tudi na odkritje spominskih obeležij 3 veljakom, ki so delovali na območju Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja. To so Jurij Jonke, Jožef Jerič in Fran Levstik. Še posebej toplo pozdravljam vse zbrane praporščake, čebelarke in čebelarje, predstavnike vseh čebelarskih društev, vse župane in podpredsednika Čebelarske zveze Slovenije, gospoda Marka Alaufa, ter gospoda Jožefa Pavliča, nekdanjega urednika Družine. In bi se skupaj še enkrat tako pozdravljal v enem paketu, da vas ne bom kjerga zgrešil in zamešal. Lete, zbrali smo se zdaj za več stvari, ampak na prvo bi razvili naš novi prapor. Mi prapor, vemo, da ta prapor je naš ponos od nekdaj bil in gre za nami na razne prireditve, tudi na zadnji poti, zadnji rečem, nas spremlja. In naš prapor je bil razvit na tem mestu 90 leta, 97. Ampak takrat ni bil denarni sredstvo za kvaliteto, dosti je potoval, slabo vreme in to vse, in je bil kar ta Bog je bil, tako lahko izpod se odločili, da naročimo novega in te prilike ga imamo tukaj v zemlji, recimo iz Ljubljana nam ga izdelal, zdaj ga imamo tukaj pred sabo. In mu želim še mnoga leta naprej, da bi tako spremljal, kot da ste prejšnji, da bi kar naprej. Hvala lepa. Tone, hvala za te spodbudne besede. Sedaj pa k besedi vabim podpredsednika Čebelarske zveze Slovenije in predstavnika Čebelarske zveze Slovenije, danes gospoda Marka Alaufa. Prosim. Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik, spoštovani gospod Ljubnik, gostje, čebelarke in čebelarji. Vesel sem in počaščen, da lahko pred vami vas pozdravim v imenu Čebelarske zveze Slovenije in seveda tudi v imenu našega predsednika Boštjana Noča, ki vam pošilja lepe pozdrave in seveda tudi čestitke. Rekel bom tako, lepo je, da smo poleg Janše tudi povzdignili oziroma osvetlili tudi ostale može, ki so zaslužni za naše čebelarstvo. Tako Levstik, Jonke, Jerič so dali velik doprinos slovenskemu čebelarstvu. Seveda čestitam tudi za razvitje prapora, ki bo sledilo. S ponosom ga nosite. Zaslužili ste si ga. Prejšnji teden sem bil v neki skupini, ki sem tudi predal ambasadorjev iz Latinske Amerike in Karibov. Ne morete verjeti, kako poznajo naše čebelarstvo in kako ga cenijo. Čebelarstvo in nas, slovenske čebelarje. Mi pa prevečkrat iščemo med sabo neke napake, pa kakšne take neumnosti. Bodimo ponosni. Bodimo ponosni, da smo slovenski čebelarji. Pa to povemo na glas. In treba skrivati, pa biti skromen pri teh besedah. Pa da ne bom predolg. Še enkrat, vse čestitke za to prireditev, za tudi kulturni del, ki sledi, se ga zelo veselim, seveda za razvitje prapora in seveda za odkritje spominskih plošč našim velikim možem. Naj ljudi. Gospodu Marku še enkrat hvala za te lepe besede. Si bomo vse zapomnili, čebelari. Sedaj pa vabim Združeni pevski zbor Šentlovren Čatež, ki je pel že pri Sveti Maši, da nam zapoje še eno slovensko ljudsko. In sicer so izbrali pesem So ptičice zbrane. Če ptičice pojejo, pa se zberu skupaj, pa če ptičice še visoko lete, vidijo lahko marsikaj. Tudi mrzle gorence lahko zbudijo in jih povabijo gledati, kaj delajo Dolenci. Pa kdor pesmi ne pozna, in prisluhnimo, kaj delamo Dolenci. Izvolite. So ptičice zbrane v planinco
obresti pripravlja si veš, Galgota roveže ravna si ga vmes. Na ozra naklada živinca pelja, al njemu pa srček igra. Osega obresti pripravlja si veš, Galgota roveže ravna si ga vmes. Na vozga naklada živinca pelja, a njemu pa srček igra. Aplavz za vas, družbeni pevski zbor. Bravo.
Gospoda Lada Stoparja prosim, da pride do praporja. Gospod Lado Stopar je naš najstarejši član, zato zdaj on razvija naš prapor. En aplavz. No, kar oglejmo si najprej, lepo počasi. Čebelari in čebelarke, izročam vam prapor, simbol ponosa in pripadnosti čebelarske organizaciji ter domovini Sloveniji. Naj vas ta simbol od tega trenutka dalje druži in navdaja s ponosom. Hvala. Zdaj pa prosim našega novega praporščaka, gospoda Staneta Horvata, da prevzame prapor. Izvolite. Prevzemam prapor in obljubljam, da bo naše članstvo vedno in povsod dokazovalo, da imamo čebelarji dolgoletno tradicijo in da bo vedno nadaljevalo pozitivna ravnanja svoje organizacije v korist posameznika, naše organizacije, družbe in države. Hvala našemu novemu praporščaku. Tako, že prej smo slišali, če so ptičice zbrane, imajo marsikaj zapovedati, mogoče vidijo celo naš novi prapor. Sploh pa imajo marsikaj povedati o nas Dolencih. Dobro nas opazujejo. Zato še enkrat prisluhnemo pevskemu zboru, ki je prej zapel prvo kitico znane slovenske ljudske pesmi, zdaj bo pa še drugo. Še vedno nas zanima, kaj se znamo Dolenci. Izvolite. Obrajte prav polne pogoda okrog, le pusti zdaj najdo, zori naj na pot. Le v goro, idimo spodja, zagorni na zdravja žena. Tam prišel, privija se, smeje, že drugi iz buče mi piti poda. Sem letos od lani velik več nabral, le pridi, da pit ga bom dal. Tam prišel, privija se, smeje, spet drugi iz buče mi piti voda. Sem letos od lani velik več nabral, le pridi, da pit ga bom dal. Zdaj pa najprej županjo občine Trebnje, gospod Matejo Pouhe, povabim in prosim, da obesi občinski trak občine Trebnje na naš novi prapor ter čebelarjem spregovori nekaj besed. Izvolite, gospa.
Hvala lepa. Sedaj pa prosim gospod Franjo Udovič, da v imenu MIGS Štefan Železnik SP obesi trak na naš prapor. Sem publika, sem kamera. Hvala, gospod Franja. No, ženske imajo prednost. Zdaj pa se pa župana občine Mirna. Gospoda Dušana Skerbiša povabim, da obesi svoj trak na prapor v imenu občine in spregovori nekaj besed. Konkar oba župana zdaj prosila, da spregovorita. Najprej gospod Matejo, potem pa še gospoda Dušana. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni v imenu občine Trebnje. Izjemno čast mi je, da sem lahko danes del tega slavnostnega dejanja. Še posebej zaradi tega moram povedati, da sva s predsednikom, gospodom Koželom, še takrat, ko smo bili skupna občina, delala na projektu prenosa lastništva kapele na občino. To je bil kar en velik projekt. Moram reči, da vaše delo društva zelo cenim, sem ponosna, tako tudi lokalna skupnost, ki vas podpira, ste res dele na naše kulturne identitete. Pomembno je, da vaše znanje prenašate na mlade in to je bistveno. Želim vam uspešno delo in vse dobro. Hvala. Spoštovane čebelarke, čebelari, spoštovani vsi zbrani gosti, spoštovani župnik. Seveda tudi v mojem imenu prenašam vse čestitke ob razvitju današnjega praporja v imenu občine Mirna vam, čebelarjem, ki res zgledno in kvalitetno skrbite za urejen prostor tukaj na Lančpržu. Pred 2 leti smo tukaj obeležili 300-letnico rojstva Petra Pavla Glavarja, našega pomembnega čebelarja, in seveda drugo leto bo 140-letnica njegove smrti, morda tudi kakšen pomemben 240-letnica njegove smrti, tako da se ne bomo 100 let pomladili. Čestitke seveda tudi vsem tistim, ki so danes prispevali za ta prapor. Zahvaljujem se tudi direktorju Kazensko-poboljševalnega doma Dob Primerni, ki je omogočil ta prostor, da je danes brezplačno tukaj tako urejen in je tudi moj podžupan, tako da hvala tudi njemu, kot tudi čestitke vsem nastopajočim, ki ste danes obogatili današnji program. Vsem vam, čebelari, želim uspešno, kvalitetno in seveda predvsem vreme, ki bo omogočilo, da bodo čebelice pridno delale. Žal v zadnjih letih temu ni tako, medu je manj, kot ga potrebujemo. Prepričan pa sem, da morda s časom in z veliko skrbjo bomo čebelji rod še obogatili in da bodo vsi naši malčki in tudi vsi tisti, ki med obožujemo, bili tisti, ki bomo lahko vedno in povsod zaužívali slovenski med. Hvala lepa in imejte se lepo in naj medi. Hvala lepa obima županoma za spodbudne besede. Sedaj pa vabim našega predsednika Tuneta in predstavnika hkrati čebelarstva Koželj in čebelarskega muzeja Koželj iz Šmarja Sap, da obesi svoj trak na prapor. Veste, kako da vam izvete zadnje.
Sedaj pa ljubljanskega stolnega prošta Jožefa Lapa prosimo, da blagoslovi naš novi prapor. Najprej bi rad pozdravil gospod županjo, gospoda župana, podpredsednika Čebelarske zveze Slovenije, ki je prinesel pozdrave iz Gorenjske, potem vse čebelarke, čebelarje, vse dobre ljudi, predvsem pa tudi našo folklorno skupino iz Velikega Gabra. Bravo, poseben pozdrav in veliko korajže. Dajte mlade zbirati okrog, da jim boste kaj povedali, koristnega in pametnega. Da ne bodo samo tiste škatle vrteli in dol bunili v tla. Da se boste znali tudi kaj zavrteti med seboj in pogovoriti. Torej, jaz sem zelo vesel tega srečanja, ker danes smo kar slišali veliko spodbudnih besed in naj bo to res v našo radost in veselje in naše korajžno življenje. Smo slišali, kako so Dolenjci pridni, kako znajo butare delati, pa ogenj kuriti, pa da znajo tudi vino stiskati in tako naprej. No, to je pač nekaj za spodbudo in za zraven. Ampak je treba tudi nekaj tudi duhovnega, nekaj od zgoraj pomoči, ki jo nam je Bog tudi obljubil in ki jo nam tudi podarja. In sedaj bom poklical res v vašem imenu, v svojem imenu, ta božji blagoslov na ta prapor, da bi vas res povezoval, združeval in pa delal res odločne, dobre ljudi po zgledu čebel. Kajti tisti, ki ste čebelari in ki boste se zbirali pod tem praporom in pod posebno častjo in priprošnjo Petra Pavla Glavarja, moramo res rasti v medsebojni povezanosti, ker drugače smo potem hinavci. Molimo. Gospod Jezus Kristus, poklical si nas, da bi bil ljud sveta in sol zemlje. Prosimo te, blagoslovi ta prapor, ki ga bomo nosili v znamenje tvoje navzočnosti in medsebojne povezanosti in soodgovornosti. Utrjuj v nas zvestobo Božjim zapovedim, evangeliju in nas vodi po poti zveličanja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Sedaj bomo blagoslovili še kamne,
ki so letos postavljeni na novo, ki nam bodo tudi spodbudo. To so kamni v spomin naših velikih dobrotnikov in to našega Jeriča, tukajšnjega duhovnika, ki je deloval tudi po Trebnjem, Ajdovcu, na Dolih, Dobovcu, študiral seveda po svetu in bil potem pokopan v Ljubljani. Potem pa tudi še gospodu drugemu duhovniku, Jonkotu Juriju, ki je bil kočevar po rodu, ki je bil župnik v Črnošnicah, Mašnika posvečen v Kočevju 1803. leta. No, letos ima obletnico, potem postal kaplan v Škofji Loki in moram še posebej poudariti tudi v mojem Novem mestu na kapitlu, kjer je bil kaplan in vikar. Torej, Jonke, lep pozdrav v tvoj čas. Sedaj smo pa tu tvoji nasledniki, ki skušamo biti tudi zvesti, kot ste vi bili svojemu narodu. Pa našega pisatelja, dramatika, kritika, političnega publicista, pesnika, pripovednika, Frana Levstika ne smemo pozabiti, naj bo tudi naš vodnik, saj ga poznamo iz naše slovenske zgodovinske literature. Molimo. Poveličujemo te, Gospod, edino ti si sveti. Iz usmiljenja do nas si poslal na svet svojega Sina Jezusa Kristusa, začetnika in dopolnitelja vse svetosti. On je poslal na porajajočo se cerkev duha tolažnika, glas, ki neizrekljivo uči skrivnost svetosti, šum, ki je hkrati močan in mil, ogenj, ki srca vernih užge ljubezen. Božje seme, ki rodi obilne sadove milosti, zdravi istega duha, si obogatil te naše dobrotnike, ki smo jih našteli preje in ki smo jim postavili spominska kamnita obeležja. Prosimo te, blagoslovi jih. Naj njihov zgled nas spodbuja, da bomo z besedo in zgledom oznanjali Božji evangelij, Božjo ljubezen. Naj vzamemo vsak dan tudi Gospodov križ in se žrtvujemo v službi tebi in bratom in sestram, ki ste nekoč živeli in živijo sedaj na vekov veke. Amen. Zdaj pa zaključimo še z blagoslovom. Gospod z vami. Naša pomoč je v imenu Gospodovem. Gospod z vami. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vse vaše in naj vedno tudi na vas ostane. Amen. Aleluja. 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 Bog vas živi.
nas Gorence zraven. Hvala lepa za oba blagoslova in za take prijazne besede o Dolencih predvsem. Večina nas je tukaj Dolencev. Zdaj nam je vreme pokvarilo, da bi blagoslov opravili zunaj od vsakega kamna do kamna posebej. Zato zdaj vabim gospoda Jožeta Pavliča, da pa sedaj spregovori za res nekaj besed. Potem pa še vsakega predstavnika čebelarskega društva, da bodo povedali o vsakemu pomembnemu možu nekaj besed. Izvolite najprej vi. Moj starostec Vaški, sva skupaj doma. Tako je. Zdaj pa nek kaj pove, kje da začel. Še en Gorenc. Spoštovani, toplo pozdravljam vse navzoče, posebej čebelarje, zlasti še neutrudnega predsednika Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja, gospoda Antona Koželja in ljubljanskega stolnega prošta, prelata gospoda Jožefa Lapa. Ob današnji cerkveni slovesnosti in pomembnem čebelarskem prazniku mi dovolite nekaj besed. Ne zamerite mi, da kot Komenčan najprej pomislim na našega duhovnega velikana, najpomembnejšega slovenskega čebelarskega strokovnjaka, rodoljuba, dobrotnika, ekologa in še veliko drugega, Petra Pavla Glavarja. Čeprav je od njegovega rojstva minilo že 302 leti, od smrti pa 239 let, je nadvse vredno in pomembno, da se ga vsako leto ta čas spominjamo. Najprej kot zglednega duhovnika, gorečega dušnega pastirja, tolažnika ubogih, pomočnika. Še posebej v času, ko je duhovništvo v krizi, primanjkuje novih duhovnih poklicev, se povprečna starostna doba še dejavnih duhovnikov podaljšuje. Kako pomemben je danes vsak duhovnik, nam je dober zgled ljubljanski stolni prošt, prelat gospod Jožef Lah, ki je že dopolnil 80 let življenja, a je še vedno ves vpet v oznanjevalno delo. Vsako leto prihaja na Lanšpreš ter pričuje in potrjuje, kakšen naj bo slovenski duhovnik. To je izpričal tudi za družino. Takšen, kot je bil glavar. Najprej, da ima rad ljudi, da se jim ves posveča z vsemi telesnimi, zlastimi duhovnimi močmi in darovi. Pa tudi, da zna in zmore prenesti udarce, s katerimi tudi duhovnikom ni prizaneseno. Številnim po nedolžnem, kdo izmed njih pa si tudi sam spravi v težave, s tem škoduje ugledu cerkve kot Kristusove ustanove, meče senco na Bogu posebej posvečeni stan. Mediji so polni tega. Naj bo kakorkoli. Lahko smo Bogu hvaležni, da sploh še imamo duhovnike, naj bodo kakršnikoli. Pomembno je, da jih spoštujemo, cenimo njihovo delo, v njih vidimo Kristusove služabnike. Če nas kdaj prime, da bi slabo govorili o njih, potem poglejmo najprej sebe. Kje smo mi sami na poti do popolnosti? Koliko nas še manjka do svetosti, do tega, da bi bili zgledni možje in žene, fantje in dekleta, samski. Za vzor si vedno lahko, kar zadeva možje in žene, fantje in dekleta, pa tudi duhovniški stan, postavimo Petra Pavla Glavarja. Dolenjski čebelarji to dobro veste, zato tudi tako skrbite za njegov grob. Svetišče, v katerem je pokopan, njegovo okolico in posestvo, na katerem je glavar pokazal, kaj vse je mogoče pridelati, če se umno in pridno dela z glavo in z rokami. Lepo je in hvalevredno, da ohranjate viden spomin tudi na druge zaslužne čebelarje, Jurija Jonkeja, Jožefa Jeriča in
Frana Levstika. Najprej zaradi tega, ker kot osebnosti in svojim znanjem doprinosom k slovenskemu čebelarstvu potrjujejo, da je čebelarstvo predvsem stroka, ne pa zgolj koniček. Med vsega upoštevanja vredno živilo. Kranjska sivka pa sila prizadevna delavka, ki je prinašanje medičine v pan sicer prirojeno, a kaj bi pomagalo, če je ne bi bilo? Kranjske sivke namreč. Ob njej pa tudi čebelarstva veščega človeka. Ti trije možje, ki ste jim postavili pomnike v glavarjevem drevoridu znamenitih mož, so to veščost izpričali in jo izročajo prihodnjim rodovom čebelarjev. Nas v času lažnih idolov opozarjajo še na nekaj, da se mora človek stegovati za pravimi vzori, jih najprej videti, nato uresničevati pri sebi in odnosu do drugega. To danes ni lahko v svetu prevrednotenih vrednot, ni samoumevno. Je potreben precejšen napor in stalno prizadevanje za hojo po pravi poti, k pravemu cilju in za uporabo pravih sredstev. Zato priporočam vsakodnevno molitev k Svetemu Duhu, k sveti Katarini Sienski, ki je slovela po modrosti, ter k svetemu Ignaciju Loyolskemu, da bi v času, ko nas sredstva javnega obveščanja dobesedno bombardirajo s povzdigovanjem tega ali onega človeka, politika, športnika, glasbenika, ostali na trdnih tleh, prepoznavali, kar je od dobrega in kaj od hudega. Glavar in ti trije čebelari so to zmogli. Zakaj? Ker so bili še ljudje zemlje in nelažnih upov, so se morali za vse krepko potruditi. Tudi čebelari se morate v letih nenaklonjenih pridelavi medu. Delno smo zato krivi ljudje sami, ker ne znamo ali celo nočemo spregledati, da bo treba začeti bolj spoštovati zemljo, naš zeleni planet, če hočemo preživeti in ga še vrednega zapustiti našim sinovom in hčeram. Predvidevanja znanstvenikov so zelo resna in opozarjajoča, da se bo treba ustaviti v svojem pohlepu, videti tudi Indijca, ki jih je že več kot milijardo, pa Eskima, sibirska ljudstva. Nam Slovencem je krepko opozorilo lanska suša, zato smo lahko veseli in hvaležni, da te dni, čeprav to za čebele in med ni dobro, dež v obilju namaka našo zemljo. Bomo imeli pitno vodo, lahko posadili paradižnik, papriko in druge sadike, ki bolj spadajo v Primorje ali v Makedonijo, odkoder smo nekdaj uvažali njihove plodove. Danes je Makedonija, ko je suša, več kot 35 stopinj Celzija, sonce pripeka kot zastavo, tukaj, pri nas, v Sloveniji, si agronomi belijo lase, kaj bomo sejali in sadili, da bo vzdržalo in obrodilo v suši. Treba bo misliti tudi na to, kako preživeti, ko ne bo kakšne letine, kar je lastno potomcev bavarskih kolonov na Soškem polju, pa tudi že vam, čebelari. Ko boste vztrajali kljub temu, da boste morali kdaj celo seči v žep, da boste preživeli vi in čebele, da boste imeli od njih in medu, ko ne boste imeli od njih in medu dobička. Pravi čebelari, boste tudi to zmogli. Želim vam, da ostanete pokončni, pravi zavedni Slovenci, samonikli, a tudi povezani med seboj. Si pomagate, živite za prave vrednote in iz njih naj se v Sloveniji zgodi karkoli. Da boste obstali. Pri tem se v molitvi priporočate tudi Petru Pavlu Glavarju, najprej pa zavetniku te kapele Svetemu Jožefu. Uspešno čebelarsko leto, hvala vsem, ki ste pripravili to lepo slovesnost in še naprej pogumno po poti, ki nam jo kaže Peter Pavel Glavar.
Če se je bomo vse skupaj držali, bomo prišli na pravi cilj. Nam za te spodbudne besede upam, da bodo padle na plodna tla. Niso se nas dotaknile v srce. Sedaj pa našega neugodnega predsednika Toneta še enkrat vabim k besedi, da bo na kratko povedal, kako je sploh prišlo do tega projekta. Vse skupaj še enkrat pozdravljam, da je bili tu zdravo, kako je pozdravo danes, pa smo zmagali. Lejte, ta projekt tukaj v Trebnje mene prinesla tukaj že 20 let nazaj in od takrat skozi nekaj gradimo, dograjujemo. Namreč kapela je bila v starem stanju, sicer bi nekaj obnovljena, ampak v mojem obdobju smo mogli celo tudi prenoviti od vseh streh do notranjosti, elektrike, to okolica je bila takrat tako, da ni bilo za nikamor. Zdaj smo še zunaj postavili to alejo velikih mož, ki so delovali z glavarjem v duhu glavarja naprej. Ampak s tem se moram prvič zahvaliti vsem čebelarjem, posebno dolenjskim čebelarjem, po rekel trbanskim, ki so še fizično bi tukaj skozi, ne smem pa mimo tukaj mimo županov. Moram kar od Grosup, da ne bom preskakoval, če grem od Grosupla Trebnjega Ivanča Gorica, ko je Mokronok še Trupert. Vsi te so mi v teh letih večkrat pristopili, seveda po razpisih, preko vseh teh razpisov, kar se je dalo, in vsem se moramo zahvaliti, da smo prišli do denarja. Druge denarja ni bilo, samo na razpisih in dobro volje županov. In to tudi imajo tukaj zdaj, ki vidite. Samo hodil mi te predstaviti tole. Zdaj imamo pa še tole, zdaj pa tudi mislim, da bi mogli postaviti tukaj dol neke projektante, da eno križišče naredijo, da se zakroži, da ne obračajo, da je to nazaj, pa da tukaj to predstavlja svetu, pa da bi to pa naprej gleda. Ker pa zdaj naloga županov in zanamcev, da bodo to predstavili svetu, se svet to žive temu, ampak tudi temu, da smo to se zagraditi. To je moje želje. Ete, kaj ne rečem, da tukaj so od Jonke, recimo Jonkove knjige, učbenik 843 leta je njegov učbenik bil, to je bil tako zaglavarjen, šolski in šolsko ministrstvo, kmetijsko ministrstvo, napisano je dalo uradno zapovest, da morajo vse slovenske šole učiti po Jonkovih navodilih in postaviti šolske čebelnjake in zaposliti čebelarje učitelje. Kaj to pomeni, pa ga ne upamo na glas povedati. Zdaj je bila tukaj že šola 1781 v tem gradu. Glavar je vodil ustanovo, pravila je napisal, učenje je bilo predvsem čebelarska, tudi sadjarska. Na ta način, zato smo tudi mi postavili dolenjski učni čebeljak in 2 leta nazaj smo Stodonak obnovili glavarjev, ker tukaj je preko 690, zdaj je blizu 200 že. Mi smo imeli že 2 leti tudi poučevanje, obrazovanje tega sadnega dreve. Da ne grem še naprej na Jeriča, pa na te, oni so pa tudi prvo društvo 873 v Ljubljani ustanovile Jerič pa Ročec. Takrat je bilo 400 članov iz današnje Evrope in širše. To pomeni, da so verjeli Slovenci, da so prišli v Ljubljano, takrat unijo, da so to društvo ustanovili, to je napisano. Z vsem prijemki in imeni, sami eminentni možje so bili študirani. No in od takrat naprej imamo mi še danes čebelarsko zvezo, danes imamo še neprekinjeno 873. Tako da imamo bogato zgodovino in tudi na UNESCO seznam, ker smo letos prišli ponosni, ko ga imamo, ne bi prišli, verjetno ne bi prišli, če bi prvega kamenčka ne bi iz teh možnih pele, ki so ponesli Slovenijo v svetu. Tudi iz te strani lahko prvič njim zahvalimo, pa potem vsem nasledniki, ki so to nadgrajevali, pa še bodo nadgrajevali za nami. In to se tako samo na hitro hvala. Hvala lepa pa še malo predstavljati. Mislim, da si naš Tone zasluži velik aplavz. Tone, želimo ti še veliko zdravja in še veliko energije za nove projekte, ki še veliko. Prvi spominski kamen, ki smo ga danes tukaj že slovesno blagoslovili, pripada Juriju Jonkeju. Zato predsednika Čebelarskega društva Kočevje, gospoda Jureta Majerle, prosim, da nam
spregovori nekaj besed. Nekdaj so se čebelarji sadjali, imeti družili med sabo, ker so si tako med sabo izmenjavali svoje izkušnje v svojem delu. Zato gre tradicijo naprej, skrbimo čebelarska društva. Lep primer in ponosno mi je Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Zavarja pod vodstvom Antona Koželja, za kar se mu zahvaljujemo za njegovo odločno delo in organizacijo. Da stari pregovor pravi, da tisti, ki dosti govori, bolj malo stori. To ne malo govori, ampak dosti stori. Hvala mu, hvala. V tem, da so ljudje na Kočevskem že stoletja bili povezani s čebelami in medom, ne more biti nikakršnega dvoma. Ne nazadnje nam je o tem pričajo pripovedke Rekla in Vraže, še v cerkvenem prostoru lahko najdemo stoletja stare slike čebel, se pa vsaj od 16. stoletja pojavljajo tudi pisni dokumenti, ki neposredno izpričujejo kočevsko čebelarsko tradicijo. Vsekakor so nekateri kočevarji z medom znali ustvarjati dobiček. V Mali Gori pri Kočevju, rojeni trgovec Nikola Srečer, je v kombinaciji z drugimi dejavnostmi obogatel celo tako, da je imel lastnega kočijaša za 4-prežno kočijo v Ljubljani in to sredi 18. Se je po celi Krajinski odkupoval med, na Kočevje pa ni nikdar pozabil, se je dosti pomagal tudi za šolo, cerkve in seveda tudi za zemljo. Blizu v Gorenju, pri Kočevju se je rodil tudi naš George Juri Majerle, ki je bil 17.4.77 Jonke, se je za življenjsko poslanstvo izbral duhovniški poklic. Novo maštvo je imel leta 1803 v mestni cerkvi v Kočevju. Nato je krajši čas služboval v Škofji Loki, v Novem mestu, na kar je prišel v Črnomušnice, ker je živel do upokojitve. Jeseni svojega življenja pa je preživel v župnišču v Stari cerkvi, ker smo mu tudi mi postavili spominsko pločo. Čebele so bile njegove ljubezen in iz otroških let. V njih je pisal v različnih časopisih, med njimi Blejvajsovih, Ilirskem listu, ter kot prvi slovenski čebelar v avstrijskem Binnenzeitu. Ob skorajda očetu krajinskega čebelarja Filipša Revčica je bil Jonke edini kranjec, ki je Cirkranove metode preizkušal v praksi. Revčicu je črnomušniškega župnika zelo cenil. V časopisu Binnenzeitu ga je poleti 857 razglasil za nestorja racionalnega gospodarstva in skromno presodil, da se z njim ne da primerjati. K takšni oceni sta nedvomno prispevali tudi dve izdaji Jonkevih učnih knjigic, ki so se uporabljali tudi v šolah. In zakaj je nam, Kočevcem, tako pri srcu Juri Jonke? Zakaj? Zato, ker je rešil Kočevje pred požigom. Ko so se Kočevci, Poljanci in Kostevci 1809. Uprli Napoleonu, bi mesto zagotovo izginilo v plamenih. Če ga ne bi rešilo posedovanje Jurija Jonkeja, seveda je govoril francosko, da so Kočevci nedolžni. Temeljice so ga pa uropali, to moramo povedati. V vsej slavi Jonke Sadov svojega dela ni mogel uživati s svojo pretirano držljivostjo, je razjezil svojega brata Štefana v Kočevju, kateremu se je preselil v upokojitvi. Ko je ta ugotovil, da razdaje premoženje, ki naj bi mu ga zapustil po smrti, je Jurija postavil pred vrata. Iz Kočevja, kjer je nameraval preživeti starost, se je preselil po župniku v Staro cerkev, se je zatekl, potem po Črnomušnici, ki je malo tudi umrl 12.5.1864. Najbolj bo lahka zemlja. Hvala. Zdaj pa drugi kamen. Drugi spominski kamen pa pripada še enem pomembnemu možu za naš čebelarski svet, to je Josip Jerič, zato predsednika Čebelarskega društva Slična.
Gospoda Antona Kastevica prosim, da pove nekaj o njem. Spoštovani vsi navzoči, lepo pozdravljeni. Na območju čebelarskega društva Stična sta v 19. stoletju delovala dva pomembna moža za slovensko in evropsko čebelarstvo. Prvi je bil Emil Ročic iz Podsmreke pri Višnji gori, kateremu spomenik smo blagoslovili že v preteklem letu. Drugi pa je naš rojak Jože Ferič, kateremu spomenik smo blagoslovili danes. Rojen je bil 28. februarja 1823 v Šentviški fari na Gradišču nad Stično. Če smem samo malo za intermezzo povedati, to je tam, ko so bili pred 30 leti motorne dirke, ki so začeli na Gradišču nad Stično. Po poklicu je bil duhovnik, čebelar, novinar in urednik. Po opravljeni gimnaziji je uspešno zaključil študij bogoslovja v Ljubljani in bil posvečen za duhovnika. Kot duhovnik je poslužboval širom po Sloveniji, najdlje od leta 1859 do 1873 pa je bil župnik na Dobovcu pod Kumom, kjer se je začel ukvarjati s čebelarstvom in umnim kmetijstvom. Kot strokovnjak na tem področju je bil vrsto let odbornik Kranjske kmetijske družbe. Leta 1873 je bil skupaj z Emilom Ročicom in ostalimi somišljeniki soustanovitelj Kranjskega društva za umno čebelarstvo in do konca leta 1850 njegov podpredsednik, to se pravi 2 leti. Po odstopu takratnega predsednika Emila Ročica je bil leta 1876 izvoljen za predsednika Slovenskega društva za umno čebelarstvo, to je predhodnik Čebelarske zveze Slovenije, ki jo je vodil do leta 1884. Jerič je bil strasten bralec in je tudi veliko pisal. V obdobju od leta 1873 pa do njegovega konca 1882 je bil urednik revije Slovenska čebela, predhodnica današnjega čebelarja. Sam jo je imenoval družbeni list za prijatelje čebelarstva na Kranjskem, Štajerskem, Koroškem in Primorskem. Maja leta 1882 je prevzel uredništvo in izdajateljstvo Slovenca in to delo opravljal do svoje smrti leta 1888. Jerič je zelo prizadeval za ureditev katoliškega tiska in je bil med zaslužnimi za ustanovitev katoliške bukvarne, katoliške tiskarne in katoliškega tiskovnega društva. Jožef Jerič je umrl 12. julija 1888 v Šentvidu na Koroškem, pokopan pa je v Ljubljani. In še tretji spominski kamen, ki smo ga danes blagoslovili, ta pa pripada Franu Levstiku. A ni to pisatelj, se nismo mi o njem učili v šoli. Le kako je povezan s čebelarstvom? To nam bo sedaj razjasnil predsednik Čebelarskega društva Velike Lašče, gospod Tomaž Marolt. Izvolite. Najprej vas vse prav lepo pozdravljam v imenu Čebelarskega društva Velike Lašče in tudi v svojem imenu. Predstavil vam bom nekaj besed o Franu Levstiku, tudi kot čebelarjev. Fran Levstik se je rodil v kmečki družini v Dolnjih Retjah pri Velikih Laščah leta 1831. Obiskoval je ljubljansko normalko in gimnazijo, a maturi ni opravil. Leta 1854 je bil kot štipendist nemškega viteškega reda sprejet v semenišče v Olomoucu na Moravskem. Študij bogoslovja je moral opustiti zaradi ovadbe o nemoralnosti pesniške zbirke, ki je išla leta 1854 v Ljubljani. Po krajšem bivanju na Dunaju se je vrnil v domovino.
Preživljal se je kot domači učitelj, najprej pri grofu Paceju na gradu Turn pri Moravčah, nato pri pesniku Miroslavu Vilharju v Senožečah. Pozneje je služboval kot tajnik in urednik. Leta 1872 je dobil mesto skriptorja v ljubljanski licejski knjižnici, kjer je služboval do smrti in se popolnoma umaknil iz javnega in političnega življenja. Umrl je leta 1887 v Ljubljani. Manj pa je znano, da je bil Fran Levstik tudi čebelar. Čebelarjev je že njegov oče, sicer pa je bil on učenec retenskega čebelarja Jožefa Oblaka. Preučil je številno starejšo in novejšo čebelarsko strokovno literaturo. Eden od prvih kazalnikov Levstikove naklonjenosti do čebele je njegova pesem Prvi pomladni bučelici iz leta 1850. Na podlagi svojih izkušenj v Retjah in na gradu Turn pri grofu Paceju je napisal obsežen priročnik Bučelstvo, ki kljub podnaslovu po izkušnjah in besedah retenskega bučelarja Jožefa Oblaka velja za Levstikovo izvirno avtorsko delo. Levstik je svoj priročnik Bučelstvo zasnoval leta 1853 kot popravek oziroma kritiko Jonkejevega učbenika iz leta 1844. Rokopis je bil v glavnem dokončan približno leta 1858. Delno ga je 1863 objavil v časniku Naprej, tako kot tudi prispevek o predlogu zakona o obrambi kranjskega bučelstva. Leta 1867 so bile natisnjene samo prve 3 pole rokopisa brez naslovne strani. Celotno delo pa je ostalo v rokopisu do leta 1958. Kot samostojno delo ga je prvič izdalo Čebelarsko društvo Velike Lašče 2003. leta. Jaz imam tudi nekaj izvodov od tega izvoda s seboj, če bi koga zanimalo, naj me malo pocuka za rokav, pa bom potem dal. Hvala lepa. Hvala gospodu Maroltu. Zdaj smo pa prišli do konca. Ob spominskih kamnih, ki ne bodo sedaj opomnik, da se bomo teh pomembnih mož, ki so ukrojili zgodovino čebelarstva na naših tleh, vedno s hvaležnostjo spominjali.